bil vohun in izdajalec, kot mu očitajo, potem bi podatke, ki jih ima, prodal tujim obveščevalnim službam in tega ni naredil in ne namerava narediti. On je storil svoje dejanje iz ameriškega patriotizma, iz državljanske dolžnosti, ki jo čuti kot ameriški državljan, in to je storil tudi v imenu vseh nas. Predsednik Obama je zadnjič, ko bil v Nemčiji, rekel, da ameriške oblasti niso kršile pravic ameriških državljanov. S tem pa je posredno potrdil, da so kršili pravice vseh ostalih, v prvi vrsti naše pravice. In dejstvo, da se naše vlade, da se Evropska skupnost na to ne odzive in da ne protestira, se meni zdi izredno zaskrbljujoče. Zato mislim, da se tukaj dogaja nekaj več kot zgolj izdajanje informacij, nekaj več kot zgolj pač žvižganje. Tukaj se dejansko dogaja oporečništvo in pač razpoka sistema, v katero pač moramo, po mojem, vsi pač, ko verjamemo v svobodo in demokracijo, pač odreagirati, zagrabiti to razpoko, podpreti te ljudi, zahtevati od naših politikov, da jih podprejo. Slovenija bi lahko prav zaradi svoje majhnosti, na nekaj nepomembnosti v narekovaju, lahko si, spet v narekovaju rečem, privoščila takšno stališče, ki bi seveda povedal, da imamo neko lastno, čeprav kratko zgodovinsko izkušnjo. Tudi mi smo imeli nekega žvižgača, ki je izdal vojno tajno in zaradi tega smo zborovali, imeli naroški in tako naprej. Cela Slovenija se je temu uprla. Zdaj, ko je ista zgodba v svetovnem merilu, pozabljamo, da smo takrat to naredili. Da se slovenska politika ni opredelila do vprašanja v zvezi z azilom oziroma z neko zaščito, je primer, kako smo postali sužnji te evropske napačne politike.